Pokrovitelji športne oddaje Skok v šport so Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina Lopari.si, penzion Vita Park Laško in športni dnevnik Ekipa. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni športni oddaji, saj v prvem delu, bomo govorili o teku. Ampak ne kar teku kar tako, ampak o takšnih daljših razdaljah. Z nami v studiu je namreč, ne vem, če se bo strinjal s tem, ampak jaz sem prepričan, da si ultramaratonec. Mitja Duh, Žujo. Zdravo, dober dan. Svojo življenjsko zgodbo si že v eni naših oddaj Mladi na razpotju predstavil. Tokrat v tej športni oddaji se bo pa posvetila bolj tvojemu športnemu udejstvovanju. Te še potem po dvigu v soboto, kaj noge bolijo? Imam mečken kolen, no, drugače je pa že boljš. No, namreč gre za mene nepredstavljiv podvig, tek. 100 kilometrov, ne? Ja. To pa ni kar tako. Jaz sem mislil, da je to tvoja najdaljša razdalja, ampak še daleč ne? Ja, ni najdaljša je bila, no, letos aprila 164 km, pa 5700 višincev vmes. Ampak je pa ta tek po svoje, zato bi bil izziv, ker moraš pa v krogi prelaufa 250 krogov, ne, in je pa bolj psihični izziv, ne, rečemo, ne, ker ti, ko prideš, recimo laufaš logarsko in začneš od Cijali in prelaufaš logarsko na cilj, ne. Sam enkrat greš skozi cilj. Tukaj greš pa ti v bistvu vsakih 400 metrov skozi cilj, ne. In je zanimivo, no, po svoje, zanimivo. No, če ostaneva pri teh 100 kilometrih najprej, ne, to se je dogajalo na štadionu Rudarja. Zakaj? Zakaj je prišlo do tega teka? Do tega teka je prišlo zato, ker je imel nekaj tem prijatelj omenil s tem, da bi lahko jaz te svoje ultramaratone združil s tem nekaj koristnega, ne, da bi naredil. In potem sem se jaz odločil pa za tale podvig, da ga bom izpeljal, in sem ga kontaktiral in smo navezali stike z Društvom prijateljev Mladine Trbovlje, ko so res fajn ljudje, ne, tako v redu, no, srčni. Pa še obletnica imajo, ne? Še obletnica imajo, ja. 60 let? 60 let, ja. In sem jim v bistvu jaz predlagal, da jaz prevzamem tek, nečez, ker za drug se nimam, jaz se moram pripraviti za tek, in nisem pa prepustil pa organizacijsko, ne, plat, ne. In so pa tule super organizirali, povabili vrtce, šole, tekačev bilo veliko. Lep vreme je bil nam naklonjen. Ja, to pa zagotovo. Ja. Steza atletska je že tudi steza je super, ne? Ja, tako super, da je tudi super. To se je dogajalo zdaj v soboto. V petek. V petek. In vsak, ki je želel s tabo del poti preteči, je plačal, ne? Ja, to je daroval, no? Daroval, ja. Vsak v bistvu, tudi tisto, ko ni hotel teči, ko je prišel sam pogledat, je daroval 5 evrov, ne, simboličnih, ker namen je bil, pač ta moj rekord je bil smisel v tem, da bi čim več ljudi privabili, ne, ker tudi nekaj se tam poznamo v Trbovljih, nema dosti poznajo ljudje in je bil tudi tak magnet, ne, ko češ, to pa zdaj tukaj odlaufo, ne. A v bistvu bistvo, ne, tega projekta je bila pa to, da se proba nabrati čim več denarja, ker ta denar gre pa ves za socialno ogrožene otroke, ne. Tu ne gre nič niti društvu, ampak bodo te ljudje z društva določili pač tistem najbolj, kako bi rekel, pomoči potrebnim, no, bi šlo to, ne. Danes, no, midva dopoldne snemava to, nekako se bo vedelo, koliko denarja je, verjetno bodo še kaj primaknili tudi nekatera podjetja in ta denar bodo potem prek Društva prijateljev Mladine razdelili bolj trbovljskim družinam. Mislim, da to danes se bo, no, to uradno zvedeli, znesek in vse. Podjetniki so na ta način sodelovali, vse tako je bilo mišljen, da so za vsakega otroka, ko so prišli z vrtc pa šol, prispevali pač to, ne, 5 evrov, tako da so jih super hvala, ne, podjetnikom, ne, da so to podprli. Je pa tako, da mislim, da tu ne gre samo za Trbovljsko, no, da tu je pač širše. Nisem 100%, ampak mislim, da gre tu širše, ne, ker se je v bistvu tle, jaz bi rekel tu poudaril, ne, da to ni samo Trbovlje, ne, ampak je tu Zagorje, je tu Hrastnik, je tu cela Slovenija pač, ne, kakor se lahko. In mislim, da je smisel takih dogodkov glih, da se povežemo, ne, za Savje, ne, pač vsi, da se ljudje med sabo povežemo, ne glede na to, s kje je, ne, da nekaj dobrega naredimo za svoj človeka
In da ni pomembno sploh, s kje ti prehajaš, ker tudi nasplošno ni pomembno. Ne. Takoj podpišem, ne? Tudi mi smo iz Zagorja, Zagorske občine, gostimo Trboveljčana, ne? Malce v šali. Ja, ko smo mi bili tam s kamero, je bilo tudi kar nekaj Zagorjanov, ne? Pa tudi Hrastničanov, če se ne motim, ki so tekli, ki so pomagali. Seveda je bila pa tudi nepozabna Laura iz Gorše, ki vodi že dolga leta Društvo prijateljev mladino Trbovlja. Prava ženska na pravem mestu, ne? Ja, res srčna ženska, mislim, iz srcem otroka, no, bi rekel človek, ne pokvarjena. Zelo veliko tisto na mene osip stil, ker so res bili poždovani, srčni, nasmajan, pozitivna energija, čakali samo do konca, sploskali vsak krog. Laura je pa biser, ne med njimi, je pa kapo dol, sem rečem. Imaš kaj podatkov, koliko vas je teklo, vsaj kakšen krog? Podatki so taki, ampak to je neuradno, da je bilo čez 900 tekačev. No. V bistvu z otrokam, ne, verjetno red, ne, in da se je bilo čez 900. Tako da mislim, da je to res velik, no, res velik. Jaz sem razmišljal, ne, 100 km, kakšno vezo ima 100 km, 60. obletnico, ne, bi si človek rekel 60 km ali pa 60 krogov, ne. Je kdo tekel 60 km, je kdo tekel 60 krogov? Ja, mislim, da jih je kar nekaj teklo 60 krogov. Tudi tale Matic iz Društva prijateljev mladine je odlaufal 60 krogov in ima prav zabeležen. To je bil za njega podoben podvig kot za mene 250, je bil res srčen, se je boril. Drugače pa mislim, da tudi z mano, no, so pretekli več kot 60 krogov, prijatelji, ne. Zakaj si se odločil za 100 km? Ne 60 km? Ja, v bistvu jaz sem se odločil za 100 km že predne sem zvedel, da imajo 60 obletnico, ne. To smo pa dodali. Načrtoval to, ne? Ja, jaz sem to načrtoval, ja. In ko pa vem, 100 km je taka lepa, ne, nek mejnik, ne, tako, ne, če režeš po kilometrih, ne. Praktično je to, koliko krogov? 200? 250 krogov, ampak po sredini, ne, smo pa, ker jaz sem takole ne računal, da ne bi zdaj mjank, sej ni pomembno, ampak je tudi za mjan, malo pomembno, da se to zabelež, ne. In da ne je pa, da se en najde pametnjakovič tam, recimo, ko je še velik, ne, zelo velik, jih takole sam ne teoretizira in bi rekel, je šel po notranji prog in je to recimo 95 km. In pa sem jaz vprašal Pavleta, ko je pač zelo aktiven, ne pri nas v Trbovljah, ta atletski trener, in zmerili smo z GPS-ami in je glih, med drugo pa tretjo progo je okoli 405 metrov bilo, ne. In sem šel odkud, da sem šel skozi, pač tlemo to tem, no, to je bil za mene rezerviran tak. Jaz sem pa že razmišljal, ne, ker vsi tekači ponovadi ubiramo krajše poti, zakaj ti tečeš po sredini? Ja, zaradi tega, ja. A prav zaradi tega, ne. Drugače pa tista tam čisto ob robu je pa tudi 400 metrov, Ti si pa 390. A 390? Nekaj tazga, ja. Nekaj tazga. Tako pravijo, no. Jaz nisem to zmiral, ampak tako so bile informacije, ne. No, to je pa treba upoštevati, ko se bomo kdaj podali na podobni podvig. Ne bo še kar na tretjo je, da si zihar, ne. Da je zihar, da ne petrigaš, ne. Ja. No, vmes, takrat, ko smo bili, si imel že povezano koleno. Tudi enkrat vmes je bilo treba malce pomasirati. Težave s kolenom? Ja, jaz sem precej težk za ta tek in tudi zdaj sem se zelo nemarno poredil, ker nisem več tukaj po tej Ister, ko sem premagal, no, teh 100 mil, mi je bil interes, nisem imel več take motivacije, no, ker se mi je zdelo vse mal, ne, in sem se pač bolj vrgel plavaje, fitness pa to. In v bistvu jaz sem mislil, jaz sem spremljal te podobne dogodke, ko laufajo maraton na štadionih in so vsi minali krog pri 20, ne, 200 krogov v eno stran, 20 pa v drugo stran. In jaz sem si pa v tej svoji glav takole rekel, mena pa ni treba menjati, jaz sem pa odlaufal, kakor bom improviziral, ne. In meni je pasal skozi laufati v isto stran, ne. In tam pa ene 140 krogi, je v bistvu že tam pa ene 60 in mene tale noga so mi bili krči, ampak dobro, vse krči pač so del, ne. Pa sem je pa na tale koleno se prinesel. In v bistvu je bilo to tako, da mi je mogla vsaka recimo 5 km prijateljica Ksenija tu masirati, pa lijet gor, pa prijatelj Kristjan mi je prinesel tisto ovojnico za nogo, da malo skupaj stisne, ne. In pa jaz laufam in je bilo res bolelje, ne, ker kukor sem se jaz ustavil za 1 minuto in sem začel na nov laufati, so bili tu strašanske bolečine na koleni, ne. Sicer se potrpi, če hoče sam, ni pa tudi ne bo zdrav to, ne, za dolgoročno, ne. In pa mi je en prijatelj prav, ja, 5 ti malo drug krog laufati, da daš težišče na levo nogo, ne. In pa sem jaz, veš, da zato pa laufajo vsak, ne, 20 krogov, da se ne poškodujejo, ne. Ker to čeprav skozi je, ne, ojačasti oblik, ne, in skozi malo zavijaš, ne.
A ti je v glavi težje leteti potem v drugo smer? Ne, Ne, ti je čisto isto. Isto, ja, isto. Čeprav verjetno greš ponavadi na treningih vedno isto smer. Isto smer, ja, tisto pa. No, se zaradi tega sprašujem. Ne? Drugo koleno pa potem ni bilo poškodovano. Ne, tisto pa ne. Ga nisi preveč obremenil. Ne. Res, da sem pol, vsi me skozi sprašujejo, ne, ko se pač niso tukaj še kaj prelaufali, ne, a pa sploh ne laufajo, koliko so pol fajn spal, pa si fajn jedel. Jaz sem jedel sam en hamburger, pa spil sem eno Coca-Colo, spal sem pa v bistvu, co to ne moreš spati po takem, ne. Ja. Zaspiš za pol ure, pa se zbudiš, pa sem mogel na WC, pa sem si pel borbene pesmi, da sem šel lahko na WC zaradi kolena, ne. Pa nazaj, tako da sem se pa še dober. No. Ja, zdaj, če človek zelo utrujen, tisti, ki gredo čez kak hud šport, tudi kakšno težko nogometno tekmo, se slabo spi. Si pod vtisom tudi, telo je utrujeno. Tako da, in začel si ti teči v petek, v kateri uri, pa kdaj se je končalo? Začel sem ob 7 zjutraj teči in sem imel namen teči do 8 zvečer, da bo 13 ur, ampak pol je zaradi vsega skupaj pač koleno in vse skupaj je to zavleklo do 10, no, nekaj do 10 zvečer, ampak moram povedati, da jaz sem izkušen, recimo ultramaraton, ker imam že izkušen, imam že recimo 10 ultramaratonov za sabo in vem, da je to psiha, ne, da se moraš v glavno štimati in zdaj, ko sem šel na prvega, recimo, ne, vse od sebe, pa sem bral razne nasvete, zdaj pa še tukaj sam sebe zaupam nekako, da vem, ne, če ta matra gaš bolj počas, vmes se moraš ostaviti pa pojesti vrnko brok, ne, saj jaz, ko nisem profesionalen, ne. Ker v bistvu tiste nadomest, kako imaš, tisti je za 21 km, tisti je za 30 km. Če greš pa ti na 14-urni tek, pa moraš jesti vmes, da mož dobiš, ne? In kaj si jedel ti vmes, mimo glede? Jaz sem v bistvu, ne gledam tukaj na prehrano, ker se tudi vidi in jem vse, kar je možno in sem jedel od sendvičev do hamburgerja, do vsega, kar je možno, ne. Pa to, kaj toplega, kakšen topel obrok pa je? Ja, sam hamburger. Tako da sem v bistvu tu naredil napako, ker sem si mislil špagete, ne, da bi mi tekačica prinesla, ampak pa sem bil na tem, no, in Pil si pa veliko? Pil sem pa veliko vode, pa pil sem Coca-Colo, ker Coca-Cola je v bistvu, čeprav je tukaj danes, kako je nezdrava, pa to, ampak ima določeno stotek kofeina noter in pri takih tekih to tudi dvigne. Čeprav se smeš sliši, ampak ti, ko spiješ na 50 km pol litra Coca-Cole, to te požene naprej, no, neverjetno. No, sej tudi nekateri, ki jim je slabo, ne, Coca-Cola nekako pomaga, da slabost mine. Ne, nisi toplo pil, ne? Ne, mrzlo. Če pa še dokončam, ne, to v misel odprej, ne, pa, ko sem rekel, da sem izkušen, ne, v tem ultramaratoni, tudi če ne bi jaz bil izkušen, bi jaz to dokončal, no, ker to je... Zakaj, ker si tudi trmast? Nepopustljiv? Tudi, ker sem nepopustljiv pa trmast, ampak tu me njasa naprej ta energija, no, ker tu so otroci, pa sta prišli tekači, otroci laufa, stric smo pa laufa že 15 krogov, pa le, kako sem priden, pa čakali so me na cilji, pa ploskali, pa združili, mislim, na koncu dobili z mano odlaufali. In tu so bili, jaz sem se zadržoval za 71 krogov, da se nisem zjokal res. Zadnji krog? Iz srca tisti. Da se je veliko šlo? Zadnji krog nas je šlo na 30, ja. Časnik, ne, krog. In je bil res, mislim, no. Ni to sam napor bil, ampak je bil tudi srčen tak dogodek, no, zelo lep, tako. In fajn, čim več takih, ne. Sam si dejal, da kaj veliko na prehrano ne skrbiš. Bil si svoj čas tudi vegetarijanec, ampak čevapčiči preveč dišijo, ne? Ja, jaz sem v bistvu zelo bil že vegan in potem, ko sem šel na tisti tekst 64 km, mi je med samim tekam pač klikal, da se jaz preveč obremenjujem s tem, ker jaz sem cel dan zabil s tem, a ima živalsko, v bistvu, a je kaj živalskega od te hrane in sem gledal na tiste in sem mirkal, v bistvu, ko sem prijel, težil roke, pa ni bilo manj na moči, ne. In pa sem rekel, jaz bom čim bolj naraven, zdaj jaz sebe nimam niti za enega tekača, niti, jaz pač sem rad tjačem, rad plavam, rad grem v fitness, rad grem košarko, nimam planiranih treningov, jaz grem tu res za sebe, no. Ampak tu se gre pa že tako ekstrema, da grem tudi za sebe 100 km, ne. Tako da ne dam nič na to veliko. No, ko zdaj prebiram knjigo Dušana Mroleta, našega super maratonca, ultramaratonca, on je tudi po svoje zanimiv, deluje včasih tudi na pivo, ne? Kaj piva spije, ti kaj zožiješ? Jaz alkohola ne pijem, ker je pač taka moja osebna odločitev, ampak že o tem govorimo, ne, zdaj Dušan Mrole je pač vrhunski, ne, tekač, ne, mi smo pa bolj rekreativni, ne, ampak imamo zanimivo anekdoto, ne, ko smo
vsi zdaj tukaj poudarjajo na to zdrava prehrana, ne to in tret. Ko smo mi laufali 164 km Istre, pač laufali, tu laufaš, hodiš, ne, v hribe šel mes, ko so hribi. Smo se na 140 km bila krepčevalnica in smo se ustavili in je prišla ena punca, ki je rekla, ko bo še rekla, demenci gre. In je enega zgradila in je prišla, ne vem, 100 metrov pred mano na ciljno. Tako da, vse jaz ne zagovarjam zdaj cigarete pa to, ampak ni vse v prehranno. Pri ultramaratonih, razen teh vrhunskih ultramaratoncih, je psiha vseeno, v glavu, ne, kako imaš. No, sam tudi včasih kakšen kilometer pretečem brez ur, ne, brez tistih merilcev, pa mi kdo včasih reče, vse se ti bo kaj zgodilo, ne. Grem bolj po občutkih. Kakšen si ti? Si modern tip tekača ali si bolj tisti še iz praskupnosti, no? Bolj praskupnost. Ker jaz imam umirovanje tukaj nizk srčni utrip, sem imel tudi že 36 udarcev, da nimam problemov s srcem, imam zdravo srce in tudi zagovarjam jaz to metodo, recimo teh afriških tekačev, ne, ko laufajo po občutki, ne. Če se ti fajn počutiš, dej gasa, ne. Če se pa slabo počutiš, pa si zmatran, pet pa počas, ne. Če te začne jemati, ne? Pa mal njahaš, ne. Ja. Instinktivno, da greš, ne. Ko vmes na teh ultramaratonih počivaš, počivaš, se zaustaviš, da kje spiješ, je težko naprej, ne? Ja, v bistvu težko je vse, no, ampak vse se pride. Kdaj ti je najtežje? Zdaj, ko govorimo o tem klasičnem maratonu, pravijo po 30 kilometrih, ne, se nekako začne tudi telo takrat druge stvari že potrebuje, ker nekaj že porabi. Ja, to je tako, da jaz mislim, če gaš ti na čas, oziroma zelo hiter tek, je že 21 km, ne, najbolj težko, ne. Če gaš pa pač s tem smisla, da pa laufaš, pač tudi v dobrem cajtu, da pa se ti ne moreš 100 km laufati na polno, ne, se to vemo, ne. Zato mislim, da je zelo zanimiva stvar ta, če se jaz recimo odločim v glavo, da grem 20 km, mi je 18 km težko. Če se odločim, da grem 100 km, so mi zadnji kilometri težko. Ker v bistvu dosti je psihična odločitev, da ti veš, kako imaš še do konca. Če bi jaz zadnjič, recimo, ko sem laufal 250 krogov, bil sposoben si jaz reči v glavo, da bom laufal 400 krogov. In da je zdaj 250 in jih je še 150 do konca, bi bil manj utrujen. Ker to je, med tekom ti ugotoviš, da si ti gospodar svoje psihe, no. Ne? Tako da jaz ne morem reči, da si še vedno gospodar svoje psihe, tudi ko pogledaš tam na tisto tablo, kjer so te številke črtali in je bilo še vedno več kot polovica krogov, ne? Ja, sem probal biti, ampak ti tudi smiljam ne porata, ne? Ker je pa zanimivo to, da recimo jaz odlaufam 25 krogov, 10 km, takole se to hitro odlaufa, ne? In ko sem jaz recimo 175 krogov, je bilo do 200 krogov še lih 25 krogov, ne? In jaz sem mislil, tako v glavu, jaz sem se govoril, ko sem tudi hotel, da se čim prej konča, sam še 10 km, ne spomnim se, kako je to lahko, pa bo že 200, ne, kot da bi kratkule, ne, ampak ne morem, no, ker nisem mogel, ker sem je vsak krog vlekel in potem sem že kar gledal tam, ko so pisali, sem je že kar ne, deval pač informacije, da ne zabeležil vsega kroga, ne, da zdaj sem pa že več krogov pa laufal, ko 5, če laufam že 2 ure, sem jaz zdaj, ne, ampak sem jaz v tiste svojem, zaradi izkušenj, ne, sem vedel, da tu sam zaradi izčrpanosti mi taka informacija deva, ker itak nalogo možganov je, da če ti telo prebremeniš, da ga čim prej umiriš, da si zdrav, ne. Pri ultramaraton je pa nikoli zdrav, ne, da greš čez svoje meje, ne. Greš preko tiste normalnosti, preko normale, ja, ne. Ja. Tako da je bilo kar naporno, no. Ampak se pravim, posel... Nite pa nikoli vmes, mene veliko krat, ko rečem, da bom šel 20 km teč, ne, pa se reče, bom pa samo 10, ne. Ne, ti pa ne, da bi rekel, bom pa... Ti pa nisem jaz tak človek, tako. Se pa odločim, pa mora do konca podeti. Do konca, ja. Lahko bi te zdravje izdalo, ne? Koleno čisto. Lahko bi. Potem bi pa hodil naprej, ja, če bi se dalo. Ja, jaz sem rekel... No, vedno se lahko kaj zgodi, narobe stopiš, ne, se ti zgležno kaj. To se ti je zgodilo že, ne? Že, ja. Jaz sem tak, no, se bom ne pol, ampak če te prvo tu povem, jaz se redko pohecam zelo tudi, no, tudi zelo na svoj račun. In smo laufali, ne, in je prišel en prijatelj, ko ne bi si mislil da bo daj laufal, sem mislil bo, ne, in je prišel prav zdravo odlaufal, se mi je tukaj dopadil. In sem rekel, zdaj pa je za foro tako naredil, da bom odlaufal 249 krogov pa 300 metrov, pa rekel, ne morem več, a veš, ti črni humor, ne, 100 metrov pred ciljem, ne morem. Prav te bomo pa njasli do konca, ne. Tako je, ja, tako da ni bilo skrbi, da bi, ja, prišel, ja.
Drugače pa poškodbe znajo biti tudi. Poškodbe, ne? To si imel, kje je to z Gležnjem? Ja, ko sem šel 164 km Istre, To je 100 mil, ne? 100 mil, ja. Smo štartali ob 9. zvečer z Umaga in smo šli čez Buzet, Buje, čez Učko in pol dol, čez Rabac, no, pač čez celo Istro. Gori doli, ne? Ja, gori doli, ja, po hribih je še to. In jaz sem začel zelo intenzivno, vmes se zgubil, zjutraj v pol dveh iskal progo, da sem prišel po čisti tam sred Istre z naglavno svetilko, da sem nazaj na progo prišel tam po tistih hvostih noter lasel. In mi je to vzel malo motivacije. In sem pa šponil in sem si na 58 km tu Gležen poškodoval, da nisem mogel več laufati. In do konca pa še, recimo 58 je bilo še 106 km do konca in to na huji hribi so pa išli. Če bi šel na Kum, pa na Mrzlico, pa še 10 takih hribov in pa še 60 km po manjših hribih. In sem si v bistvu, tudi bil polo, pač Hrvati so to označili po njihovo, da je to pola avtonomija, ne? Da si ti samo od sebe odvisen. Če se tebi kaj naredi, se ti naredi. Ne? Moš to sprejeti kot pogoje tekmovanja. In jaz sem tam enega človeka videl, ko si je obvezal Gležen in imel Gležen res fajn boli, nisem mogel skoraj več hoditi in sem imel tako bandažo s sabo in se tukaj okoli čist na šponu, kot da bi imel gips skoraj. In je šlo pa lažje, ampak v bistvu se pravim, jaz ne vem, kako bi tem rekel, no, ampak ko se nekaj odločim, pa res mora to do konca. Čeprav mi je že vmes... Teč nisi? Teč nisem mogel. Ne, tako si da, pa hodil, ne? Ja, ne, jaz sem imel dosti moči, ko sem bil tega res fajn pripravljen. In jaz sem hrib, recimo, ko gor čez ta Gležen ne boli tukaj dol čez, ne. In jaz sem ga v hrib šponil, tu me je malo kjer dobil. Ampak navzdol sem pa jaz so laufal, recimo 10 km na uro, jaz sem hodil do 3 km, ker so take špičke ven, ta istrski kras in vsak korak sem na nov Gležen zvol, ne, in so bila to bolečina in tu se je pa, no, na koncu že do tega stopnjeval, da so že bile psihoze, prividi, tu sem jaz mislil, nisem sploh vedel, že tekmujem, mislim, res tukaj čak čudno. Drevesa so bili ljudje? Ja, ven z drevesa so ljudje prehajali. Pol na konc, zadnjih 15 km, ker to je traja 45 ur, limit je bil 48 ur, jaz sem za tega Gležna porabil 45 ur, brez spanja, to je tu si skus na nogi, skus hodiš, laufaš. In se mi pol na koncu take psihoze pojavljajo, da nisem sploh vedel, da sem na dirk, no. Sem mislil, da nekaj rešujem, nekaj pa sploh nisem vedel, zakaj so te zastavce. Ker fora je pa o tem, da si mogel pa ti slediti zastavce, ker je bo 36 točk. In ti si mogel vsako točko najti in se tam poštempljati. In če ti nisem ena točka poštempljena, ti niso priznali. To se pravi, da si mogel ti poleg teh kilometrov pa tega še tukaj biti priseben, da si štempljal, ne. To pa si bil, ne? Bil, ja. Ampak mogoče veš najboljši čas na tej ultri, 24 ur. 24 ur. To je bil domačin, ampak dobro, ja. Bil pa zelo velik Slovencov, tudi moj, bi rekel, tem vzornik, no, teh tekih Leon Cestnik iz Trbovelj, on je prišel v 40 urih. Sam je to taka anekdota z njim smešna, no. Tako da v Slovencu je bilo veliko, si uspešen skoraj. Dejal si Cestnik, ne, Trboveljčan, vas je veliko? Dobro, maratoncev je zdaj že kar nekaj, ne? Kaj pa ultramaratoncev v Zasavju? Jaz moram reči, da se to zelo povečalo, ker jaz ukvarjam recimo s tekami dobre 4 leta, ne? In ta prvo let pred lani, ko smo šli laufati 75 km Logarske, smo bili samo 3 iz Zasavja. Lani sem bila samo 2 Zasavja, zdaj ne se bilo pa že po moje na 7. No. In ti z utežmi, ne? Nekatere je to malce zmotilo, ne? Ne gre za res laufati, ne? Kaj s tem utežmi dela. Ampak, ne? Prej si mi ti razložil, kako je to naporno. Ja, fora je v tem, da jaz sem, ko sem odlaufal to Istro, no, pač premagal, ne se ne odlaufaš celo, nisem jaz več izziva imel. In meni se je zdaj 75 km Logarske brez zveze. No. Zakaj je plačeval za 75 km? Pač, ne, tak imaš pol v glav, ne. In jaz, ko sem se pripravljal za to Istro, sem odlaufal 42 km z utežmi v rok, ne. In fora je v tem, da pa sem si rekel, zdaj bo pa 75 pa laufati, čeprav sem večkrat tudi hodil vmes, ne. Ker problem je pa v tem, da kot takole mislijo, ne, zaradi utežmi, ne. Jaz, ko sem se pripravljal na Istro, sem imel trening od moje hiše pa do Podmeje,
In sem šel, tu je hrib, in sem v hrib laufal, utežil roke in sem delal boksarske zamahe. Uteži težke? Uteži oboje skupaj 5 kg, 2,5 kg. In tu ni tekaški trening, no. Tu je trening, ne vem kak, boksar, še huj, ne. Ja. In v bistvu prijatelj šel pa z mano, ko ima podobne časove, ne, ko jaz v teki, in ima prvič želej, imel tukaj uteži, če je isto težke, in si je poškodoval roko, ni mogel ne vem kako dolgo laufati, ga je čist spil. No, v bistvu jaz sem laufal v hrib, pa delal zamahe, pa šprintov, on pa ni mogel, takole je pa laufal gor, no. Tako da, To tudi zato, ker ti tudi greš daj v fitness? ja, tudi zaradi tega, ja. Aha. Tako da tek z utežmi je v bistvu, jaz bom tako povedal, no, če bo se bo grdo slišal, ampak tisko pravijo, ne, da je tu kar neki, le gre z mano laufa 42 km s tem utežmi, pa Jaz bi rekel, da gre lahko že na par krogov. lahko gre, lahko gre 40 km. km, pa se ga stavil, da jih iz Zasavja 99% bo v bolniških 14 dni. No. Zakaj to je- si šel z utežmi? Kaj? Torej, Se pravi, izziv, da izziv bilo mi je nekaj bil, ja, drugačnega, ker mi je bilo ne? brez uteži. mi je Kaj ti bilo pa brez da veze. to potem? Verjetno tudi pomaga, ne? Ja, v Ker bistvu- pri teku mene veliko krat bolijo ramena, ker roke pač bolijo, ne? Ki jih držiš v istem položaju, čeprav Dušan Role vem, da bolj drugače laufa, ne? Ja, meni je to je to tudi zaradi tega, da si ukrepiš te Tudi zaradi ramenske tega, ja. vezi? Predvsem je tu, jaz sem začel s tem tekom zato, ker še nisem šel prej nikoli ne tako dolgo progo, ko je bilo teh 164 km in sem iskal čim dalje težje treninge, ker res ne morem imeti 20 km po hribih, če jih je tam 164. In pa sem rekel, z utežmi je pa tukaj težko laufati, bom proval s tem pa laufati maraton, ko to malo kjer lahko naredi. Ne. Sam s tem, da sem si jaz v bistvu psiho, ker ko imaš ti utežil rok, med samim tekom se lahko ti neko glavno sprostiš, tukaj se pa ne moreš, ker ima skozi obremenitev, je skozi bolečina in v bistvu je čim bolj hud psihični izziv bil. Ne. Ampak pa ja, no, naprej pa tudi je fajn, ker tule ojačaš, ne, ta del telesa in je zelo fajn, no, to. Ampak ni fajn za roke, samo če imaš jaz dosti treniram težkih uteži in imam te Močne. sklepe pa tu že dosti močne. Na samo Logarsko sem šel pa zato s tem utežmi, ker mislim, da to še ni bilo videno v Sloveniji, no. Da bi kar 75 km z rok pa laufal, samo zaradi tega sem šel. No. Mogoče veš čas, koliko si potreboval? Jaz vem čas, 10 ur pa 40 minut. Limit je pa 12 ur. In Tu ti si vem, to da je- z utežmi prišel. Ja, vem, da tu ni kvaliteten čas, ne, ampak če gledamo, da sem imel utežil roke, to mislim, da je fenomen tle pri nas. Ne. Kaj kuješ v glavi zdaj po tem podvigu? Dobro, zdaj še malce počivaš, ne? Mogoče v Grčijo na tisti Ne, znameniti? tisti je pretežko še, Pretežko? ker moraš imeti limit 10 ur pa pol 100 km, če se hočeš parjaviti. Tudi se pravim, mi je zdaj še drug športi, no, ni mi več tek sam, ne, prioriteta, mešam, nikoli mi ne gre bolj, da bi rad nek triatlonc pa nekaj, ampak uživamo v večjih športih, no, zaenkrat sem še bolj na odklopi, ne, ker tudi teh 100 krogov, mislim, tudi teh 100 km pa Logarska s tem utežmi, ni nič proti tisti Ister, ne, ni nič proti 45 uram, Se boš vrnil v Istro? mi sparjavo sem se, no. Tako da zaenkrat še iščem tiste pravi izziv, mogoče bo ta Istra naslednji let. Pa še nekaj bi redno sam povedal, kar se ne tiče športa, ne, da zdaj s telem, ker to je zaradi tega teka zelo petk, ne, bolj oddaja. Jaz sem res vesel, vsem so prišli, ne, hvaležno vsem so prišli tole dati in mislim, da ker mi je zelo ta dobrodelnost, mi je fajna, no, da bi lahko večkrat se kaj ne zorganizirali, ne, da pa ne bi zdaj sam svoja, za svoj ego laufa pa tam 164 km, ne, da je pa lahko mogoče večkrat kaj ta, ko smo zadnjič naredili, ker ljudje so pravi, mi bi še prišli, ne. In da bi se mogoče povezal s kakim posameznikom od Zasavja, ko so tudi sposobni na svojih področjih, ne, in da bi pa mogoče on šel, ne vem kva, ne, pa da se mi dobimo, pa da damo gnar, ker v bistvu 5 evrov, zdaj z enega kodela ni en strošek, ne. Če se pa zbere recimo 5000 evrov, do vsega skupaj pa to lahko ogromno prispeva, no. Čeprav bi rad poudaril, da je še kar to žalosten, da se moramo na takih prireditvi zbrati, kot bi lahko vsak človek, bi se da sklad naredil, pa bi dal vsak prostovoljno to, ne, ker za človeka 5 evrov, ne, to se ena škatla cigaret, unem pa lahko pomeni, če nima za čokolado otrok, mislim, vemo, kako je, ne. Tako da bolj v tej smeri tuhtam, no, ker jaz imam teh svojih dosežkov osebnih, ne, sem že zadovoljen, no. Si pripravljen pomagati, ne, za takšne zadeve, če bo še do kaj takšnega mi je bolj prišlo? tu smisel, no, bolj... Predvsem pa ta povezovanje, ne, teh To, ja. zasavskih občin, To, ja. Ker doskrat vidimo, da tisti, ki občino vodijo, da so kot petelini, ne. Ja, mislim, to je... Mene ni bilo 5 let v Zasavju, ne,
In jaz sem prišel nazaj in sem jim to zdaj, kot da je prišel vrtec. No. A to je pa zagura, to je pa vse. Če smo na isti površini, v bistvu en hrib je vmes, smo vsi bolj kot ne urit, po domač povedan, a na da bi se združili, pa nekaj skupaj naredili, si mi še polena mečena pod noga, da je še teže. Ne? Se še bolj delimo. Ja, to je isto, kot če bi imela živela v eni sob, pa bi hotela to sobo urediti, pa bi jaz tja barvo povalival, ti pa mi imam čopec krov. Ja. A veš, prispodoba, ne? Ja, sej, zelo podobno. Žalostno je to, no. Mi, da sva se včasih srečala, sem že delal v kopalnici, ne, na bazenu. Kako je lepo vsaj meni, da vidim tam tudi kaj Zagorjanov, v zadnjem času jih vidim, ne. Pa ni to namen, ne, da nas je čim več na nekem področju, da smo iz različnih krajev, ne. Sej, krajani smo med sabo že naveličani drug drugega. Da se krvisti različnost bogati, ne. Če ti znaš sprejeti različnost, te bo obogatila, ne. Me zanima tvoj naslednji projekt, kaj razmišljaš, ali bolj razmišljaš o tem, da bi mogoče kaj z ekipo naredil, ne, s katero se tedensko, 3x tedensko srečujete, še to poteka, ne? Poteka, ja, 3x na teden rodari, potekajo tekaš treningi. Tudi zasavska ekipa bolj kot ne? Zasavska, ja. Ni trbojska ekipa, ne? Ni, to je zasavska. V bistvu, jaz bi rad, da bi še kak Črnec prišel, da je bila svetovna ekipa. Tako, ja. Tako v heci rečem, ne? Ker res nisem omejen, no, s tem, mislim, pač vsi smo ljudje, no, zdaj da bi se res neki z katerega kraja, kjer je že meni tako primitiven. Je še vedno brezplačno? Ja, zaenkrat je še brezplačno, no, čeprav jaz računam, da bi to registriral kot društvo. Zdaj na Olimpijskem komiteju Slovenije bo dal razpis za voditelja tekaške oziroma tekaškega tečaja in se bom prijavil, ker vemo, da so tak cajti in da bi v bistvu pojel nekaj tu delo z ene dohodka, ampak tudi sprejemljivo. Pa tudi, da se lahko prijavljaš na razne. Da se lahko prijavljaš, ja. Tako na občinske kot na... Pa lahko nekaj narediš tega. Drugač pa ja, so iz celega Zasavja. Zdaj so laufali na male maratoni, en prijatelj iz tega tečaja ga zdaj že na 42 km. To je z njimi delati, užitk so pridni, naliv. Ker mi je šlo tudi zato, da bi dvignil malo kakovost življenja v Trbovljah, ker ljudje so doma vsi, ne, da se ven pridemo, da se družimo, vse ne rabi za to 500 evrov, ne. Greš na rodarje, malo odlaufaš. Pa mimo glede, če ne kompliciraš, je to tek zelo poceni, ne. Poceni je, ne, se pravim, ja, ne. 50-60 evrov teniske, ne. Nekaj za sebe narediš, ne. Tako. Imamo tudi primer ene ženske, ki je bila zelo boga, no, tako rekel, pa je prišla na treninga in zdaj kar žarijo, no, to, jaz ne morem povedati. Jaz sem tako vesel, sem ponosen, rad se imamo, no, tako da. Ne bo še naprej tako, ne? Hvala, ne. Mi smo v prejšnji oddaji, oziroma 2 oddaji nazaj, vprašali naše gledalce tole. Namiznoteniški par Edvard Vecko in Anton Stepančič je leta 1968 na Evropskem prvenstvu v Franciji pod A postal evropski prvak, oziroma sta postala evropska prvaka, ali pod B sta izpadla v prvem krogu. Kaj praviš? Nimam pojma. Poznaš Vecka? Ja, slišal sem že, no. Verjetno sta postala prvaka, ne? Ja, seveda, ja. Vse so bili sami previdni odgovori, pa prvič, prosim, da kar prvega žrebaš. Prva žrebani prejme lopar za namizni tenis s podpisom Edvarda Vecka, ki ga poklanja spletna trgovina lopari.si. Pogledaj, če je previdni odgovor. Ja, seveda, zlato medaljo. Alič Dino, cesta Zmage 49 Zagorje. Torej, prva nagrada gre v Zagorje. Ping-pong kloparček. Drugi žrebani pa prejme bon za 30 evrov v penzionu Vita Park Laško. Gledaj, če smo kaj zasavski, ne? Da vidimo. Tudi to gre v Zagorju. Drame Zovka, polje 21 Zagorje. Upam, da se vidi. Zdaj pa še tretji žrebani, pa prejme bon za 15 evrov v restauraciji El Trbovlje. Zdaj, če je iz iste družine, mi potem še enkrat glasujemo. Zlato medaljo Nataša Cirar, Tirna 28, no, to je pa iz Save. No, evo. Si že tekel kdaj v Savo, na Savo? Ne še. Tudi tam. Če greš ob Savi, ni tako problem, ampak če greš pa malce više proti Savo, kraju je pa kar. Novo nagradno vprašanje pa je, v kateri državi so potekale svetovne športne igre borilnih veščin.
O tem bomo potem še poročali v nadaljevanju, tako da ostanite z nami. Prvi žrebani prejme darilni bon za pedikuro v kozmetičnem salonu Petra, ki deluje v domu starejših na Izlakah. Drugi izžrebani prejme bon za 30 € v penzionu Vita Park Laško. Tretji izžrebani pa prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelica Izlake. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si, to je najceneje. Do 12. novembra. Evo, midva sva prišla do konca oddaje. Še veliko pretečenih, zdravo pretečenih kilometrov, kakšen koš, kje zaplavi še, ne? Evo, hvala, ne? Kje fajnka za skupnost naredi in bo. Se potrudil. Hvala za povabilo. Vljudno vabljeni v penzion Vita Park Laško, kjer boste uživali v prijetnem okolju, tudi ob športnih aktivnostih in predvsem ob res okusni hrani. Sledi še drugi del oddaje. Od 18. do 26. oktobra so v ruskem Sankt Petersburgu potekale svetovne športne igre bolilnih športov pod pokroviteljstvom Mednarodnega olimpijskega komiteja. Na sporedu je bilo 15 bolilnih športov, med njimi tudi kickboks. Kickboksing zveza Slovenije je imela na tekmovanju 2 predstavnika, ki sta zastopala Slovenijo. Gregorja Stračaneka v full kontaktu, ki je ostal brez medalje, in Izlačana Tilna Zajca v point fightingu do 74 kg. Tilen je v četrtfinalu premagal azijskega prvaka iz Iraka in se uvrstil v zgodovinski polfinale, kjer se je srečal s starim znancem, svetovnim prvakom iz Madžarske in izgubil. Kljub porazu je osvojil bronasto medaljo. V ponedeljek so Tilno včas v domačem klubu organizirali sprejem, kar lahko spremljate tudi na posnetkih. Nam pa je o svojem novem velikem uspehu povedal. V bistvu, že ko sem gor prišel, sem se vrstil lani na Evropsko na te igre borilnih športi, je bilo že zame res vrhunski rezultat, ker sem tukaj se vrstil, sem bil en izmed najmlajših, ker sem komaj lani s 18 leti se vrstil na te igre. In ja, ko sem prišel gor, je bil že sprejem, že na letališči, si začutil tisto atmosfero, so bili tam prostovoljci, ko so delali cel teden sam za nas, ko so nam bili izkusno voljo, ko je res, občutek je bil res izjemen. Kako dobro si poznal konkurenco? Ja, poznal sem predvsem evropsko konkurenco, ko se je spet izkazala je najmočnejša. Malo manj sem pa poznal tiste, ki so bili iz Azije in pa iz Afrike, ter tudi iz Amerike. In kakšna so bila tvoje pričakovanja, ko si stopil z letala? Ja, tako, še kakšen dan potem, ko sem prišel tja, sem si rekel, kam smo prišli, ne. Ampak pač vsi vemo, da zato, da smo kaj prišli, je bilo se pretekli na litre Švica, tudi krvi, ne. Tako da je bilo res, mislim, res. Vsakmu prvočem, da si to enkrat doseže, ni pa pač lahko, ne. In sem rekel, že uspeh je bil, da se sam vrstil, tako da medalja je bila pa še, mislim, res pika na i. Si doma že vedel, kdo te čaka v prvem krogu, v osmini finala? Ne, doma še nisem tega vedel. To sem zvedel dan potem, ko smo prišli v Rusijo na žrebu. In ko si videl, kdo je tvoj nasprotnik,
verjetno negotovost, ker ga nisi poznal. Ja, nekako tako. Nobenega nasprotnika ga ne spoštujem toliko, da bi se ga ustrašil oziroma da bi ga podcenjeval. Vsakega spoštujem in do vsakega probam imeti enak pristop. Zdaj pa se pa v borbi izkaže, če bo ta pristop res pravilen in kakšna je borba. In v prvi borbi se je izkazalo, da si bistveno boljši od nasprotnika, potem pa je za vstop v finale sledil, to je stari znanec, lahko rečemo, Madžar. Ja, sigurno. Prvo borbo sem zmagal s kar lepo razliko, z 11 pikami. In to mi je dal malo zagona. Sem pa vedel, ja, da me sigurno najtežja ovira čaka v polfinalu s tem Madžarom, s aktualnim svetovnim, evropskim, kasnejšim tudi zmagovalcem teh iger. Vedel sem, da to slučajno ne bo lahko, ampak, kot sem rekel, sem šel v borbo dokaj sproščen, sigurno bila napetost zaradi vzdušja. Tukaj ljudi me še ni gledali in prek televizije in interneta in v dvorani. Tako da, ja, pa se je pa borba odvila, kakor se je. Vseeno, čestitke za tvoj, lahko rečem, največji uspeh. Načrti naprej? Evo, sigurno so načrti še ponovitev enih teh iger, kjer naslednjih 3 let. Ampak, ja, bomo probali vse narediti, da pridemo še tja. Čakate pa še svetovno prvenstvo? Ja, v bistvu čez približno 1 mesec gremo s člansko reprezentanco v Turčijo na svetovno prvenstvo, ker pomeni, da se ne smem delati tudi malo pauze prvič, ampak delamo naprej. In da bomo verjetno spet pričakali tu v telovadnici? Upajmo, ne? Na svetovnih igrah borilnih veščin v Rusiji, kjer je Slovenija osvojila sploh prvo medaljo, je bil tudi trener in ustanovitelj izlaškega karate kluba Pondokvan Srečko Rozman. Srečko, Tilen je že omenil, da na tako dobro organiziranem, tako množično gledanem turnirju, kot je bil ta, še ni bil. Kaj pa ti? Malce starejši si. Ja, tudi ne. Res je bil vrhunsko organiziran. Imeli smo vse podatke, sprot, vse rezultate, vse je bilo na neti, dvorana je bila vrhunsko, mislim, varovana. Pač so imeli varnostnike noter, si lahko šel sam za akreditacijo, nobenega drena recimo okoli borišča, pa nič res, mislim, kapo dol organizatorjem, no. Vem, da vedno ciljaš na zmage, ampak zame je tudi bronasta medalja zmaga. No, kako si ti videl oba nastopa, Tilna? Ja, da so zraven, no, tako bom rekel, mislim, lahko bi bila tudi zmaga, no. Dejstvo je, da majčken koncentracija je padla v drugi rundi, ne. Prvo rundo so imela izenačeno, druga je bila majčken slabša, tretja je bila spet izenačena, tudi se pravi, da nama manjka veliko, da sva čisto v špici, no. No pa sej, Tilen prav, da čez 3 leta gre spet na igre. Da, na tem bomo delali, to sigurno, ampak bomo barvo zamenjali, Nogometaši v zahodni skupini 3. slovenske nogometne lige so odigrali tekme 10. kroga. Zasavska predstavnika sta zabeležila polovični uspeh. Nogometaši trboveljskega Rudarja so gostovali v Kranju, kjer so v srečanju z domačo Zarico doživeli pravi polom. Potem, ko so v 5-minutni povedli, so po izključitvi Dejana Cvjetiča že do polčasa prijeli 2 zadetka in v drugem še 4 in izgubili 6-1. Precej bolje so se odrezali Zagorjani, ki so gostili nogometaše iz Ivančne Gorice in zmagali 2-0. Gostitelji so začeli obetavno in v prvih 13 minutah izvedli 4 kote, pravih priložnosti za zadetek pa ni hotelo biti. Za 1-0 je gol dosegel Daniel Džombič. Drugi gol za končnih 2-0 so dosegli potem, ko je gostujoči branilec prekrškom za 11 metrovko zaustavil prodor Anžeta Kranjca, zanesljivi izvajalec pa je bil kapetan Nejc Vozelj. Najprej čestitke za še eno zmago, sicer pa, če statistika ne vara, 5 tekem, 13 točk, gor razlika 11-1. Kaj reči? Ja, v bistvu statistika pove veliko.
Zadnje cajte nam res gre dober od nog, tudi v Tolminu, ko smo igrali, smo zasluženo iztržili točko. Danes so bile razmere zelo težke za igrati, ker je veter zelo močno pihal. Tako da dobili smo 3 točke, 2-0 zmaga, gola nismo dobili, cilj je dosežen. Po tistem porazu doma s Kamničani praktično vam gre, kot ste dejali, vse kot po maslu. Ja, tisti poraz s Kamnikom je bil res v bistvu malo katastrofalen, ampak sreč smo se zdaj pobrali ob tej priložnosti, ker smo glih takole, bi se pa rad zahvalil, ta teden smo dobili pošiljko novih žog, ko nam jih je poslal naš bivši soigralec od starejših dečkov, v bistvu Miran Burgič, in bi se mu rad zahvalil v imenu cele ekipe, ker končno lahko treniramo z normalnim žogam. Prej smo imeli pa 7 katastrofalnih. No, vsekakor lepa poteza zagorskega profesionalca. Pa vendarle, do konca prvenstva so še 3 tekme, zdaj pa kaže, da ste ostali Tolminci edini v boju za jesenski naslov. Ja, jaz mislim, da je treba iti tekmo v tekmo, počasi vsako tekmo posebej, ker v tej ligi lahko vsako vsakega v bistvu zmaga, tako da zdaj igramo neugodno gostovanje v Izolo, ko ima nekaj dobrih prvoligaških igralcev tudi. Tako da nekaj, gremo s tekmo v tekmo, probati celo kožo odnesti iz gostujočih tekem, doma pa točke nabirati, tako da prezimo čim više na lestvici. Še skok v 4. in 5. ligo. Litija, ki je igral v 4. ligi, je v 11. krogu v Črnučah osvojila šele 2. točko, medtem ko je Soboda gostovala v Šmartnem in zmagala. V polno sta zadela Armin Imširović in David Bovski. Litija je še vedno na zadnjem mestu, Soboda si po zmagi deli 3. mesto. Prvenstvo v moških rokometnih ligah je v polnem teku. V prvi B ligi so odigrali tekme 5. kroga. Derbi je bil v Šmartnem, kjer so drugovrščeni Šmarčani gostili tretjeuvrščene Dolane. Po izenačenem prvem polčasu, ki so ga z golom razlike dobili gostitelji, so varovanci trenerja Jake Kešeta, ki so v nadaljevanju ostali brez kapetana Aleša Šmejca, zaigrali še bolj učinkovito in na koncu zmagali s 5 goli razlike. Končni rezultat je bil 28-23. Za Šmarčane je Dejan Bergljes zabil 8 golov, Darjan Vojin pa jih je dodal 6. Pri Dolanih je Amal Ajdari realiziral vseh 6-7 metrov, Gregor Klepej pa je vseh 5 golov dosegel iz igre. Zelo dobro igrajo tudi Trboveljčani, ki v prvenstvu drugoligašev še ne poznajo poraza. Izredno pomembno zmago so dosegli med tednom, ko so v zaostali tekmi 4. kroga v Brežicah s 25-24 ugnali dotlej vodeče gostitelje. Tilen Strmljan s 7 in Matic Grošelj s 5 zadetki sta bila najboljša strelca v trboveljski ekipi, ki je v soboto v tekmi 5. kroga gostila ekipo Grče iz Kočevja. Rudarji so bili za 2 razreda boljši tekmeci in zmagali 42-20. Med strelce se je opisalo vseh 14 igralcev. Jan Polanec, ki je pred tekmo prejel priznanje za 50. nastop, je bil 6 zadetki najboljši. S tema 2 zmagama so se Trboveljčani prebili na vrh lestvice. V drugi košarkarski ligi, kjer tekmuje 14 ekip, so odigrali tekme 2. kroga. Hrastničani so po porazu v Škofji Loki gostili še enega izmed glavnih kandidatov za napredovanje v prvo ligo. Ekipa Šenčur, kjer igrata tudi Litijana, Anel Blažević in Dragan Pušić, je v celoti upravičila vlogo favorita in zmagala 71-54. Gorenjci so že do polčasa preigrali 14 točk prednosti in imeli v nadaljevanju tudi že 21 točk naskoka. Prav ob zvoku sirene pa je trojko za končnih 17 razlike zadel domači kapetan Matic Babič, ki je po tekmi povedal. Matic, najprej besedo 2 o tekmi, porast, kakršenkoli, na koncu kar sprejemljiv. Ne vem, če noben porast je sprejemljiv, ampak mora biti realen in čestitati Šenčurju za dobro tekmo. So tudi dejansko, glede na imena, glede tudi na kakovost igralcev, so vsaj en razred nad nami trenutno. Ravno zaradi tega sem dejal, da je porast sprejemljiv. Namreč Šenčurčani so najbrž edini ali pa vsaj največji kandidati za napredovanje oziroma za vrnitev v prvo ligo. Zagotovo, poleg Lastovke in Škofje Loke, ampak mi smo dali vse od sebe, tako da si nimamo kaj učiti.
Si kapetan ekipe, kakšna ekipa v odnosu na prejšnjo sezono? Ekipa je praktično identična, izgubili smo, mislim, da enega ali dva igralca, dobili smo na višini, kar nam je manjkalo prejšnjo sezono, sedaj pa na nas, da to izkoristimo. Kot kapetan ekipe, kakšna so pričakovanja v nadaljevanju prvenstva? Na štartu 2 poraza. Pričakovanja, tako kot vsako leto, se pravi obstanek v ligi in sredina lestvice. Baje si bil poškodovan, danes se niti ni preveč opazila ta poškodba. Za kakšno gre? Imel sem zvit gleženj, to je že tako, da to je en mesec je že v te poškodbe, tako da sedaj je praktično vse v redu. Na naslednjem krogu derbi Zasavski v Litiji. Da, nič druga nam ne preostane, kot da gremo na zmago. Srečal se boš z bivšimi soigralci, Tadejem Tuškom. Da, so to motivacije, mogoče še, saj z moje strani bo zagotovo večje. Hvala lepa in srečno. Hvala. Omenimo še najboljše strelce. Za gostitelje je 17 točk prispeval Anže Zdojšek, 10 pa oziroma 9 pa sta jih dodala Matic Babič in Dejan Šipora. Za goste je Matic Korošec dosegel 20 točk. Dragan Pušič pa je bil 14. drugi strelec gostujoče ekipe. Precej bolje kot Hrastničanom gre Litjanom, ti so na startu prvenstva še drugič zmagali. Potem, ko so doma odpravili Radensko, so tokrat presenetili zmago v Domžalah, kjer so kar 17 točkami razlike premagali ekipo Lastovke. Za končnih 91-74 je Gašper Ovnik prispeval 23 točk, 20 pa jih je dodal Nebojša Čukovič, medtem ko je Tadej Tušek 12 točkam dodal še 13 skokov in tako dosegel svoj prvi letošnji dvojni dvojček. V Ljubljani je potekal prvi turnir državne lige za mlajše kategorije o streljanju z zračnim orožjem. Na 6 turnirjih, ki so po koledarju Strelske zveze Slovenije organizirali preko celotne sezone, nastopajo tekmovalci v kategorijah pionirjev, kadetov in mladincev s puško in pištolo. Na posameznih turnirjih v vseh kategorijah tekmuje preko 220 mladih strelcev iz vse Slovenije. Člani Strelskega društva Okrogar Skvarča so s 3 tekmovalci s puško nastopili v kategoriji pionirjev, kjer je sodelovalo 60 posameznikov in 15 ekip. Ekipa je v sestavi Bregar Žiga, Nik Polc in Jure Novak zmagala in s tem pokazala, da se je na vsakem turnirju sposobna potegovati za najvišja mesta. Med posamezniki pa se je z doseženimi 173 krogi Žiga Bregar uvrstil na 5. mesto. V soboto je na Kodeljevem potekal mednarodni karate turnir. Na njem je nastopilo 420 tekmovalcev iz 10 držav. Trboveljčani so tokrat nastopili z mlado zasedbo z izjemo Patricije Bukovinski, ki je tokrat prvič nastopila v članski konkurenci kot polnoletna tekmovalka. Poleg Patricije so nastopili še Simon Češarek, Denis Šehić, Uroš in Marko Markulevič, Tilen Medved in Ajša Duratovič. Denis je bil med dečki do 9 let drugi, Simona v isti starosti skupini, a med dekleti tretja, Tilen je bil med fanti do 10 let tretji, kakor tudi Patricija v konkurenci deklet nad 16 let. Konec tedna so bili aktivni tudi mladi kegljači do 18 let, ki so nastopali na državnem prvenstvu za kadete. Barve kegljaškega kluba Zagorje so zastopale 3 kadetinje in 3 kadeti. Neva Taškar je zasedla 23. mesto, Lara Krafogel 26. mesto in Ana Dimic Benko 30. mesto med kadetinjami. Fantje so nastopali v Postojni in Novi Gorici. Nejco Cepek je bil 5., Luka Stegenšek 13. in Luka Jan 39. med kadeti. Preletimo še izide 9. kroga prve lige malega nogometa Zasavje. Vače, Mlinše, druga ekipa 6-3, Čolniše 3-2, Šentlambert Gamsi Potepuhi 3-3, Juventus Mlinše 6-0, Barbara Bar Pink Panther 1-4 ter Antimon Tajkuni 4-1. V vodstvu so člani ekipe Vače, druga je ekipa Mlinš in tretji Juventus. To pa so rezultati
8. kroga veteranske Trim lige. Čolniše Mlinše 3-3, Luka Bar Polje Udarnik 1-2, Antimon Škoti 1-11, Pizzerija Kukuca Mizarstvo Zupanc 1-0, Zasavc Proletarec 1-3, Jerry Tim Hrastnik 5-0, Šentlambert Prapreče 2-4 ter brez zadetkov Sepro iz Lake 0-0. S samimi zmagami so v vodstvu 3 ekipe Jerry, Pizzerija Kukuca in Škoti. To je bilo vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje Skok v športco, Lafarge cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, Pizzerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina lopari.si, penzion Vita Park Laško in športni dnevnik Ekipa.